Gospod Stevanovič, kakšen je vaš odnos do zelenega prehoda? Zeleni prehod v resnici pomeni zeleno agendo. Zelena agenda je pa ena totalitarna agenda, ki temelji na dejstvih, oziroma na izhodiščih, ki niso znanstveno okrepljena. Mi moramo ločiti zeleno agendo od okoljevarstva. To sta dva popolnoma različna pojma. Okoljevarstvo za nas pomeni, ravno tako kot je gospa Sukič omenila, obrambo pred požari, obrambo pred vremenskimi ekstremi, obrambo pred izlivi strupov reke in jezera, potem obrambo pred glifosatom, razmislek o pesticidih v živinoreji, o onesnaževanju okolja, ekološke katastrofe, kot so bili kemis pa melamin. To je podatek, ki pomeni okoljevarstvo. Zelena agenda pa temelji samo na zastraševanju, ogrevanju planeta z nečim nerealnim, to je človekovo onesnaževanje z dihanjem, se pravi s povzročanjem viška CO2, ki znanstveno res ne vzdrži, nobena znanost o tem še ni govorila. Mi vemo, da imamo minoren delež ogljikovega dioksida v zraku, k temu prispeva človek manj kot 5%, potreben je za ohranjanje zelenih površin in jaz si te njihove ideje brezogljična družba sploh ne predstavljam. Kaj to pravzaprav pomeni, da bomo živeli v puščavi, če vemo, da več zelenih površin pomeni ohlajanje planeta. Dejstvo je, da se planet ogreva zaradi sončnih ciklusov, kot že je neštetokrat v zgodovini, veste, planet ima dolgo zgodovino preživetja in marsikaj se je že dogajalo in marsikaj se še bo dogajalo, ampak človek ni kriv za to. Na sončne cikluse pa politika nima prav nobenega vpliva. Nihče od naših evroposlancev se pa ne loti resnega problema in pove, kaj je pravzaprav res in kakšna je zdravorazumska logika. Glejte, a je kakšen poslanec se dvignil pa rekel, da je problem v smetenju oceanov strani recimo držav tretjega sveta? A je kdo omenil, da je pa mogoče, da so problematični vojaški izpusti v Ukrajini? A je kdo omenil, da so pomembni recimo izpusti plina pri diverziji Severnega toka? Ne, zato ker to podpihujejo in ker jim je to v interesu. Radi bi pa človeka omejili mu dihanje, omejili izpuste plinov strani krav ter s tem živinorejo. In to je zelena agenda in to je totalitarizem in siljenje državljanov v neupravičene ekonomske investicije. No, to